Se je kdaj kdo vprašal, kako znanstveniki sploh vedo, kako ločiti med seboj milijone in milijone različnih vrst živih bitij? No, danes bomo razkrili presenetljivo eleganten sistem, ki vnaša red v to neverjetno pestrost življenja na našem planetu. Po nekaterih ocenah naj bi na Zemlji živelo vsaj od 3 do 5 milijonov vrst. Ampak pozor, to je res samo vrh ledene gore. Mnogi znanstveniki verjamejo, da jih še na 10 tisoče, morda celo milijone čaka nekje zunaj, da jih odkrijemo. Kako torej organizirati vso to osupljivo biotsko pestrost? To seveda ni nov izziv. Že od nekdaj si ljudje prizadevajo, da bi nekako razumeli in uredili svet narave, ki nas obdaja. Predstavljajte si svet, kjer vsakdo govori svoj jezik, ne samo ljudje, ampak tudi znanost. No, točno to se je dogajalo pri poimenovanju vrst. Popoln haos ljudskih imen je bil res ogromna ovira za kakršenkoli napredek. Vzemimo za primer tole vsem znano veliko mačko, žival, ki jo takoj prepoznamo, kaj ne? V enem jeziku je ime preprosto, leopard. Vsi vemo, zakaj gre. Ampak v drugem jeziku že popolnoma drugačno ime. In tukaj se seveda začne zmeda. In v tretjem spet nekaj tretjega. Lahko si predstavljamo, znanstvenik v eni državi ne bi imel pojma, o čem govori njegov kolega iz druge. To je povzročalo popoln kaos in praktično onemogočalo mednarodno sodelovanje. No, rešitev za ta kaos je prinesel švedski botanik in zdravnik iz 18. stoletja Carl von Linné. Njegovo delo ni bilo le majhen korak naprej, bilo je prava revolucija, ki je postavila temelje za celotno sodobno biološko klasifikacijo. Linné je razvil dve res sijajni, med seboj prepletene ideji, da bi vnesel red v ta naravni kaos in omogočil, da bi znanstvena dela postala mednarodno uporabna. Prva ideja je bila hierarhični sistem. Z njim je živa bitja razvrstil nekakšne ugnezdene skupine, od zelo širokih, kot je kraljestvo, pa vse do izjemno specifičnih, kjer je vrsta tista osnovna enota. Njegova druga ideja pa je bila preprosta in hkrati genialno elegantna konvencija poimenovanja, ki jo danes poznamo kot binarno nomenklaturo. Z njo je zagotovil, da čisto vsak znanstvenik na svetu uporablja popolnoma enako, unikatno ime za isti organizem. Ok, dovolj teorije. Kako torej ta sistem dejansko deluje v praksi? Poglejmo si en konkreten primer. Poglejmo si recimo dub, katerega znanstveno ime je Quercus robur L. Sliši se komplicirano, ampak v resnici ni. Prvo ime Quercus je ime rodu za vse hraste in se vedno piše z veliko začetnico. Drugo ime, robur, pa je vrstni pridevek, ki skupaj z rodovnim imenom pove, da gre točno za to vrsto hrasta. In tista črka L na koncu, no, to je pa pika na I, pomeni, da ga je v sistem uvrstil sam Linné. In tukaj se res lepo pokaže vsa moč tega sistema. Rodovnino ime pantera združuje sorodne vrste, torej vse velike mačke, ki rjovejo. Vrstna imena, kot so pardus, leo in tigris, pa jih nato jasno ločijo med seboj. Ni več zmede. Seveda, Linnéjev sistem, star že več kot 350 let, je bil revolucionaren, ampak znanost nikoli ne miruje. Njegov sistem je bil temelj, na katerim gradimo še danes, vendar z veliko močnejšimi orodji. Danes nam molekularna sistematika, ki primerja zaporedja v DNK in RNK, omogoča, da z neverjetno natančnostjo opredelimo evolucijsko zgodovino vrst. In to ni le neka akademska vaja. To nam dejansko pomaga razumeti širjenje bolezni, ohranjati ogrožene vrste in celo odkrivati nove vire za medicino. Vsa ta nova znanja so nas pripeljala do sistema s 3 glavnimi vejami oziroma domenami na samem vrhu drevesa življenja, ki so se, kot kaže, ločile že zelo zgodaj v evoluciji. Domena, v katero spadamo tudi mi, evkarionti, je nato razdeljena naprej na 4 velika kraljevstva, vsako s svojo edinstveno in fascinantno evolucijsko potjo. Sodobni pogled torej potrjuje, da so vsa živa bitja na nek način sorodna in da vsi izviramo iz enega samega skupnega prednika, ki ga znanstveniki včasih imenujejo luca. To sorodstvo si najlažje predstavljamo kot ogromno drevo, katerega veje se nenehno cepijo in rastejo. In tako se sistem, ki ga je začel Linné, nenehno širi. Za vsako novo odkrito vrsto raste tudi naše drevo življenja. To pa nas pusti z enim vprašanjem. Kje se bo pojavila naslednja veja? In kaj nam bo povedala o našem lastnem mestu v tej čudoviti tapiseriji življenja?